Nomen est omen se glasi rek, ki trdi, da te ime zaznamuje. Ker poglejte Ivana Zidarja, ki se je ukvarjal z gradbeništvom. Tinkaro Kovač, ki se v prostem času ukvarja s kovanjem. Ali pa Rosvito Pesek, ki je v resnici dobesedno kup peska. Verjemite mi, kaj jaz na televiziji delam, lahko mi zaupate, res. Ampak dajmo se vrniti na Ivana. Stari tajkun je več kot 30 let vodil SCT in ga obral za 8,5 milijonov evrov. Obsodili so ga na 14 mesecev zapora, a ker simulira, da je bolan, se nam pač reži v glavo svojega kavča. Ivan, če nas slučajno gledaš, jebi se. Na to pa se je zgodilo tole. Umazane posle pa neredki povezujejo tudi z nekdanjim prvim možem SCT-ja, padlim tajkunom Ivanom Zidarjem. No, ta je vsaj uradno ostal brez premoženja, zato je okrožno sodišče v Ljubljani zoper njega začelo stečajni postopek. Joj, ubogi Ivan mora v stečaj. SCT ga je tožil za 3 milijone evrov in ker ubožec nima denarja, gre v stečaj. A si predstavljate? Največji baron gradbeništva, nihče ti nič ne more, na koncu moraš pa v stečaj. Jaz si predstavljam. Veste zakaj? Sploh ni tako slaba ideja. Jerca bo povedala. Povsem mogoče je, da bo celo zaprosil za odpis preostalih dolgov. Se pravi, tako je to, narod moj. Če hočeš Slovenije nekoga nategniti za par milijonov evrov, oviraj sojenje, tako da se delaš, da zbolan, na to pa dej razglasiti oseben stečaj. Na koncu pa dej zapros, da ti odpišejo še vse dolgove. In medtem ko revni reveži prosijo za odpis ene ali pa dveh položnic, bogati hočejo, da jim pogledamo na njihove milijonske dolgove in rečemo, kaj želih bogi, no, ne ti bo. Na tem mestu bi se jaz mogel zdaj še bolj delati norca iz ubogega Ivana, a njegova situacija mi trga srce. Za trenutek pozabite na to, da gre v resnici za starega pizdeka, ki je kriv za propad velike firme. V prvi sezoni smo pomagali revnim poslancem in zbrali dovolj denarja, da smo jih rešili 20. Odprite svoje srce in pomagajte po svojih močeh. Ta sirota je res v težavah. Nekateri ljudje so na pragu revščine. Mnogi med njimi so brez strehe nad glavo. A človeka stisne pri srcu, ko spozna, da so med nami tudi tisti, ki res nimajo več ničesar. Tisti, ki so izgubili prav vse, kar so nakradli. Odprite svoja srca, pokažite usmiljenje in darujte. Pošljite SMS s ključno besedo tajkun 5 na 1919 in darujte 5 evrov. Še dobro, da nam ni pokradel vsega, da mu lahko še kaj damo. Ubogi ljudje so med nami, še posebej propadli tajkuni, ker oni so izgubili največ. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.